Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. Ob vsako prvo sredo v mesecu je bilo do predkužnega obdobja, preden nas je kuga zajela. Skratka, zdaj pa že eno leto ni bilo, pravzaprav ravno danes, torej za nazaj, je bilo zadnje predavanje. Mogoče še nekaj samo tehničnih obvestil. Lepo prosim, če vsi ugasnete mikrofone, da ne bo motenj med predstavitvijo. Zdaj možnost postavljanja vprašanj bo, ampak bolj na koncu preko četa, ker drugače jaz ne bom znašel, ker ne vem, kako se usklajuje ekran, plus da bi lahko še obvestila za čet videl. To je ena reč. Druga reč je pa tudi to, tale predstavitev se bo snemala. Zaradi tega, če je kakšnemu to neprijetno, naj se pač zakrije ali pa kakorkoli že, ker to bo posneto in bo potem tudi to prosto dostopno na spletni strani našega društva, če si bo kdo želel naknadno še pogledati, pa na koncu bo test, pa da bo lahko vprašanje reševal. No, ne bo testa, no. Ampak tako, na vsak slučaj, če bi si celo kdo si že želel, bi si potem lahko na naši spletni strani ogledal. Zdaj, čakajte, tole moram pa se je že začel. Zdaj vas moram pa jaz dati na tale share screen. Upam, da vidite zdaj vsi tale slajd. In tako, zdaj ta naslov je zelo širok in zelo obetaven. Jaz sem ga malo zožil, tako da ne bom nič govoril o zdravljenju z zdravili ali pa o drugih stvarih, ampak se bom osredotočil pravzaprav na tako imenovani nefarmakološki del, kaj in kako lahko mi delamo in pravzaprav kakšna je situacija v Sloveniji, vam bom tudi skušal prikazati, glede na tiste podatke, zadnje podatke, s katerimi razpolagamo. Lotil se bom malo prehranjevanja, stresa, ki je silno pomemben ravno v tem COVID obdobju, stresna dejavnost, ki je glih tako izredno pomembna v tem obdobju, ker smo jo zanemarili in to pokrivam. Potem bom pa sam še par drsnic pokazal o nezdravih življenjskih navadah, to se pravi alkohol in kajenju med Slovenci. Če bo pa časa zmanjkalo, bom pa to spustil, zato ker to itak ni tisto, kar je bistveno. Tisto, kar je bistveno, je to, da bi rad prikazal s to prezentacijo, zakaj mi priporočamo tako predhrano, kot jo priporočamo. Pravzaprav vzrok je v genetiki in v razvoju človeka. Če pogledate tukaj na tole slikco, vidite, kako se je človek razvijal skozi milijone let. Ampak, če pogledamo, uživanje mesa se je začelo že približno 3 milijone let pred našo dobo. Že takrat so ljudje začeli uživati tudi meso. Kuhanje je pa nastopilo tam okrog 2 milijona let pred našim predsedanjim časom. Se pravi, da to, kar nekateri zdaj mislijo, da je meso, pa to, da je to nezdravo, ni čist res. Drugo je samo, kakšno meso in katero meso uživamo. Seveda, včasih prašičev niso imeli v hlevih, ampak so jih lovili po hostah. A tega prasec ni isto kot merjasec. Prasec je zamaščen, merjasec je pa suh in skoraj nima maščob. Ampak, če gremo še naprej, udomačitev živali, se pravi te prasci, to je pa tam relativno kratka iznajdba in enako tudi kmetijstvo. Saj veste, Svet pisem govori o prvih dveh, o Kainu in Abelu. To je, takrat se je približno začelo tudi kmetijstvo in živinoreja. In zaradi tega se je tudi človek temu prilagodil. Ker ni imel hleva, kjer bi imel zalogo hrane, jo je mogel vsak dan iskati, loviti, nabirati. In zaradi tega je takrat, ko je bilo obilje, vse to shranjeval. Shranjeval je pa v maščobno tkivo. Zakaj je v maščobno? Zato, ker je energija,
ki jo lahko shranimo v maščobe, bistveno večja, kot če bi jo shranili, na primer, v beljakovine ali pa glikogen, to je druga taka substanca v človeškem telesu, kjer se energija shranja. In na primer 70 kilogramov težek človek, če bi maščobe, ki jih ima tak 70 kg težek človek, prenesel v beljakovine ali pa glikogen, bi tak 70-kilski človek tehtal skoraj 200 kilogramov. Nefunkcionalno, narava je pa zelo funkcionalna. In kot vidite, tudi rezerve imamo v maščobah. En dan v ogljikovih hidratih, to je v glikogenu, in za 70 dni v maščobah. Drugo, kar je zelo pomembno, je pa to. Jasno, lovci in nabiralci, da so prišli do... A bi lahko... Eto, spodaj svež. Tle sem dala. Njega moram slišati, ne sebe. Zdaj upam, da se slišimo. Se slišimo? Ja. Okay. Skratka, skoraj 25 kilometrov so mogli dnevno prehoditi, da so do te hrane prišli. In zato se je človek tudi prilagodil temu, da se mora gibati. Negibnost je napaka. In ker so mogli toliko nabirati, so bili suhci in ideal lepote, takrat je bila, zdaj vemo za ženske, ker so bile takrat, so predvsem ženske figure delali, ne vem, da bi kakšno močko, in tako je ta znamenita Willendorfska gerena, vidite, da ima, kaj ima poudarjeno. Predele, ki so pomembni za reprodukcijo in predele, ki so pomembni za preživetje, debelost, skratka. To je bil ideal, medtem ko zdaj, ko smo polni hrane, je pa ideal, pravzaprav, ne bom rekel, glih tale ni trlca, ampak načeloma suhota je pa danes ideal. Ampak, nažalost, imamo mi danes takele življenjske navade, medtem ko včasih seveda tega ni bilo tako. In vidimo pravzaprav iz tega, kar sem prej povedal, tukaj je ena zelo zanimiva raziskava, ki je pokazala, kakšen delež, koliko ljudi je umrlo zaradi nezdravih življenjskih navad. Naprimer, na prvem mestu je dieta z veliko soli. Poglejte, skoraj 3 milijone ljudi umre zaradi take prehrane. To je dodatni smrti. In to je ogromen. Mi morate vedeti, da včasih med lovci in nabiralci soli niso poznali, je bila pravzaprav to začimba. Še relativno pozno so kameno sol začeli pridobivati ali pa morsko sol. Dieta z malo polnovrednih žitaric. Poglejte, kakšen velik delež teh smrti povzroči. In tako gremo navzdol in vidimo kaj. Da te napake, te grehi, ki tako smrt povzročajo, so pravzaprav natančno tisto, kar paleo dieta, če rečem že zdaj kar odkrito, ne omogoča. Zato, ker paleo dieta je imela sadje, je imela zelenjavo, je imela tudi meso, ampak divje meso, soli niso poznali in tako naprej. Ampak o tem bomo še posneje kaj povedali. In vidimo pravzaprav, kako je ta starostno standardizirana umrljivost glede na prehranske navade, ne tiste srčno-žilne bolezni, ampak na prehranske navade. Vidite pravzaprav, kako je ogromen teh smrti. Tisto, kar je rdeče, je smrt. Tlele pravzaprav tole je pa tisto, kar je najmanj od hrane odvisnih smrti. To so pa pravzaprav Francija pa Španija, za kateri dve je znano, da sta zelo blizu tako imenovani mediteranski dieti, potem pa Italija, pa te dežele, seveda Arabija, to je pa malo drugače. In za Slovence pravzaprav lahko rečem, da nismo med najslabšimi. In če primerjamo zlasti za našo okolico, pravzaprav ne zaostajamo dosti za Italijo. Samo tako, za en medklic. In jasno je, da če smo mi tako genetsko skozi evolucijo se razvijali, pol razne diete, ki jih je danes cela vrsta, od tele, vidite, diete z malo ogljikovih hidratov, pa imamo drugo, z malo maščob, ravno nasprotno, ne? Potem imamo dieto, ketogeno dieto, te ljudje samo mast jedo, maščobe in
To je strašno popularno v zadnjih časih, zelo podobna LCHF, low carb, high fat, se pravi z malo ogljikovih hidratov in ekstremno veliko maščob. To so te zelo popularne diete danes, pa vegetarijanska dieta. Vse to je padež, to je ameriška dieta, ki jo je celo ameriško združenje za srčne bolezni predlagalo za preprečevanje hipertenzije. Tle temelji predvsem na tem, da se zmanjšuje soli. Ampak tisto, kar je pomembno, je to. Poglejte, ko so gledali učinek teh diet, pravzaprav definitivno za vsako dieto se da shujšati, se da marsikaj dobrega narediti. Ampak le redki dolg časa zdržijo. Tlele je prikazano, kako je upadalo sodelovanje ljudi, ki so sodelovali v eni raziskavi, ki je proučevala učinkovitost teh diet. In vidite, da pravzaprav v enem letu skoraj nihče ni zdržal take diete. Moraš biti zelo poseben, da kakšno LCHF dieto zdržiš, da ne rečem kako drugače, ne pa sam poseben. Izkaže se, da je daleč najboljša mediteranska prehrana in način življenja. Opozarjam na tale spodnji kvader, kjer je redna telesna dejavnost znotraj in še nekaj. Hrano je treba uživati počasi in z užitkom. Temelji na sadju, zelenjavi, polnovrednih ogljikovih hidratih, olivno olje, fižol, oreški, vse to, tudi tale levi zgornji kot ni od muh. Sam ne smem na glas povedati, kaj je to, ampak voda pa lahko rečem, voda pa le pite, če ste žejni, ker to je pomembno. In zakaj je ta mediteranska prehrana tako dobra? Zato, ker se praktično ujema z prehrano, ki so jo uživali lovci in nabiralci. In zaradi tega nam je tudi najbližji, načeloma je zahodnjakom, pa ne samo zahodnjakom, tudi drugod, ta način prehranjevanja pravzaprav najbližji. Če vidite, malo primerjate na levi strani pa na desni strani, vidite, da se praktično ujema med tem, ker tole pa ne gre burgerji, pa sladke pijače klele odzad, ali to pir, ali to kaj drugega, ne vem, pa slaščice. Skratka, to ni del zdrave prehrane, ker mediteranska prehrana je čisto nekaj drugega in ta je zdrava. In to je mogoče ena takih raziskav, je cela vrsta, ampak tisto, kar je za tole raziskavo zelo zanimivo, je pa to. Vanjo so vključili ljudi, ki imajo že znano srčno žilno bolezen in so stari. Skoraj 70 let so bili stari, pa več kot 15,000 so jih proučevali. In kaj so videli? Tisti, ki so se držali mediteranske prehrane, oziroma so bili najbližji tej mediteranski prehrani, so bistveno bolj živeli, bistveno manj so imeli teh srčno-žilnih dogodkov. In to že pri teh zelo, zelo ogroženih ljudeh, ki imajo že kar nekaj let za seboj. Skratka, vidimo, da še nekaj drugega nam to pove, da nikoli ni prepozen, da se začneš zdravo prehranjevati. Nikoli ni prepozen. In kaj taka prehrana predvideva? Ta je že malo modificirana, sicer, ampak to je tisto, kar svetovno združenje, evropska pa svetovno priporočajo. Skratka, da bi bilo energetskega vnosa iz maščob in podobnega tam do 30%, vendar bi moral biti pravzaprav gro energije bi mogel biti iz nenasičenih maščobnih kislin. Drugo, ogljikovi hidrati, ki pa morajo biti sestavljeni in polnovredni ogljikovi hidrati, to ne bi bilo tam do 55%. Vlaknine so ekstremno pomembne, zato ker to vlaknine, o tem sicer ne bom veliko govoril, ampak gre za to, da vlaknine izredno ugodno delujejo na naša prebavila, ne samo, da se nam uredi prebava, tudi tiste žvalce, ki so noter, za katere nekateri pravijo, da so tretji možgani, oziroma drugi možgani. Tak pomen imajo te bakterije v naših prebavilih. Skratka, vlaknine so izredno pomembne za njihovo vzdrževanje, beljakovin pa ne bi bilo tam 15% energetskega dnevnega vnosa. In tukaj še enkrat, to bom večkrat poudarjal, da je nekaj res bistvo. Bistveno je, da je treba jesti zelenjavo, sadje in to lokalno. Zakaj je lokalno? Zato, ker v lokalnem sadju in zelenjavi je manj kemije gor.
Vi veste, da če neko zelenjavo ali pa sadje pripeljejo iz Južne Afrike ali pa Južne Amerike, jo ponavadi na nek način konzervirajo. Delom jo konzervirajo s tem, da jo zmrznejo, marsikdaj pa tudi s čim pošpricajo. Medtem ko lokalno, če vam pa na vrtu zraste, pa vi natančno veste, s čim ste pošpricali. Je to koprivova voda ali je kaj drugega, ne pa razne drugi strupi. Polnovredna žita in žitni izdelki, to so ogljikovi hidrati, ne. Potem maščobe, kot sem rekel, nasičene maščobne kisline je treba zamenjevati, če se le da, z nenasičenimi, ker je v rastlinskih oljih, mastno meso zamenjati z pustim mesom, z perutnino, ribami in zlasti, zelo pomembno, stročnice. Stročnice so bogat vir beljakovin. Tako da tistih 15 do 20% beljakovin lahko tudi s fržolom dobite, ali pa z grahom, ali pa z bobom, če ga še kdo pozna. Da o leči ne govorimo. Največji strup je pa visoko, zelo predelana hrana. To so pa razne klobase in podobne stvari. Tudi mleko je koristno, ker je odličen vir za razne vitamine in minerale, zlasti kalcij. Sladkor in sladka pijača je pa treba omejiti na minimum oziroma tega sploh ne rabimo. Potrebujem pa vodo. Če ste žejni, pijte vodo, ampak ne to vodo z okusom, ampak vodo iz pipe, ker Slovenci smo srečni, smo eden od redkih držav na svetu, kjer se da vodo iz pipe piti, razen v Anhovem. Ti bi pa spustili, ampak ti pa drugo. In še enkrat, primerjava zdrava in nezdrava prehrana. Predelano meso, rafinirani sladkorji, veliki obroki, tudi to je velik problem, da se danes prenažiramo in zaradi tega se tudi debelimo, ampak o tem še potem malo. Predelano meso, vidite, da deluje to so te razne klobase in podobne stvari, zaradi tega, ker imajo ogromen aditivov, ogromen dodane kemije in običajno je tako. Bolj, ko je ena klobasa okusna, več ima svinjarije noter. Upam, da ni kdo mesar med vami, ki dela odlične, krvavice recimo. No, ampak dejstvo je, da predelano meso nosi veliko slabega seboj. Sladkor in sladko. Mi vemo, da sladko je, pravzaprav, da imamo vsi zelo radi. Že zarodek, pravzaprav, kot vidite tukajle, golta bistveno več te tekočine okrog njega, če je sladka. To so ugotovili. Dojenčki, novorojenčki, če mu date sladko tekočino, se umirijo, zaspijo, octa pa noben ne bo popil. Skratka, sladko je tisto, kar je prijetno in to od otroštva do odrasle dobe, pa če jaz kaj malo okrog sebe pogledam, tudi starostniki se tega ne branijo, kaj zelo, kakšne tortice, ali pa zdaj lepotičke za veliko noč. In problem sladkorja je to, da je na nek način pravzaprav ustvarja neke vrste odvisnost. Ko sladkor poješ, se v možganih začne sproščati dopamin, ki povzroča zasvojenost, ampak sočasno s tem se pa ob takem cukru se sprosti tudi inzulin, kar povzroči, da krvni sladkor drastično pade zaradi tega inzulina, sočasno s tem se pa poveča tudi v jetrih nastajanje maščob. In ker je sladkor padel, telo želi večji sladkor in nizek sladkor poveča apetit, željo in jasno gremo po novo lučko, nov cukrpek in smo spet v krogu. In seveda sladkor ima energijo in dela svojo škodo. In tukaj vidimo pravzaprav zelo zanimivo, kako je z porabo sladkorja rasla tudi razširjenost debelosti. To so podatki za Združene države Amerike. Vidite, tale cukr, poraba cukra, to so pa angleški podatki. Oni so imeli zelo natančno vodeno, ker so iz kolonij cukr vozili in so imeli neke vrste monopol in so za tega zelo natančno nadzirali. In se vidi, kako vzporedno to raste debelost z porabo sladkorja. Tukaj je definitivno neposredna povezava dokazana. In potem imamo fast food, ki vse slabo, kar smo zdaj omenili, vsebuje fast food. To se pravi ta hitra prehrana. Zdaj nekateri mislijo, da umetna sladila
da kaj popravijo ne čist, ravno zaradi tega, ker delujejo na mikrobiom, to se pravi na te naše, na žvalce v naših prebavilih. In če malo pogledamo, vidimo, da je pravzaprav uporaba teh sladil v Sloveniji pravzaprav je kar velika. In vidimo, da pravzaprav sladke pijače, zdaj govorimo samo o sladkih pijačah, ne o torticah, piškotkih in podobnih stvareh. Vidimo, kako je ta poraba zelo velika. Jaz sem zmeraj mislil, da sicer se za pijače verjetno res več moški popijo, medtem ko nisem prepričan, da sladice, tortice in podobno tudi velja, da več moški pojedo. Ampak tudi to je povezan, tlele vidite, z izobrazbo, nižja izobrazba. Tisti, ki imajo nižjo izobrazbo, pojedo oziroma popijejo več sladkih pijač kot tisti z visoko. In spet tudi tukaj je velika razlika med moškimi in ženskami. Skratka, sladke pijače so eden od temeljnih razlogov, tudi, kot so prej povedali, za debelost. Seveda, kadar je človek lačen, je drugačen, medtem kadar se takole najedaš v McDonald'su, to je pa blaženost, ne. To je pač, nažalost, je res tako in to je tisti strup, zakaj se je tako težko tem stvarem odreči. Debelost. Poglejte, ve se, da če boste tale brokoli, moj oče temu rekel mah, pojeste, boste za enako količino dobili skoraj nič kalorij, praktično nič maščob, samo brokoli se ponavadi malo polije gor, da se malo, kako bi se že temu rekli, kakšen oljček, cvrt, medtem ko en takle kolaček, poglejte, koliko kalorij prinese. In dejstvo je, da en piškotek na dan pomeni v enem letu 2,5 kile, če ne bi kaj naredili, da bi to preprečili. Zato, ker je toliko kalorij prinese, da to znaša za 2,5 kile. In bi mogli pravzaprav vsak dan prehoditi en kilometer, da bi en piškot nevtralizirali. Vidimo, da, in to je tudi pravzaprav, to vse velja pravzaprav za relativno mlade, ki imajo pravzaprav tudi ta presnovo relativno aktivno, hitro. Vsi vemo, kako, na primer, pubertetniki, koliko pojedo, pa se jim nič ne pozna, ker imajo drugačno presnovo. Po menopavzi pri ženskah ali andropavzi pri moških se pa stvari spremenijo. Takrat je pa potreba energetska našega organizma za tisto temeljno preživetje bistveno nižja. In zaradi tega, če jemo pri 60 letih enako, kot smo pri 20, se bomo zredili, če nič ne naredimo. Seveda, če bomo takrat začeli 10-kilometrske pohode vsakodnevno delati, bomo mogoče to nekako kompenzirali, ampak tega žal ne moramo narediti. In zaradi preobilja po eni strani hrane se je zdaj zgodilo to, da je od leta 2016, pogledajte, koliko odraslih je prekomerno prehranjenih, skoraj ena tretjina sveta je prekomerno prehranjena. In pravzaprav ena šestina je pa debelih. In tisto, kar je še bolj zaskrbljujoče, 21 milijonov otrok mlajših od 5 let je prekomerno prehranjenih in debelih. In 340 milijonov otrok je od 5 do 19 let je takih. Vidimo, da debelost je dejansko ena od hujših epidemij, s katerimi se danes srečujemo, in zaradi tega moramo nekaj narediti, da to ustavimo in obrnemo nazaj. Debelost je povezana z celo vrsto različnih bolezni, ne samo srčno-žilnih bolezni, ampak od raka, refluksna bolezen, nočna apnea, ki je zelo povezana z nenadno smrtjo, razpoloženje, pa kognitivni upad, vse sort stvari, da o sladkorni bolezni pa visokem krvnem tlaku sploh ne govorimo. Saj vemo, da če je nekdo zelo debel, pa
shujša, se mu uredi sladkorna bolezen dostikrat in tudi povišenega krvnega tlaka, marsikdo nima več. Skratka, gre za to, da debelost vodi v srčno-žilne bolezni in zaradi vseh teh stvari tudi v dolgotrajno in skrajno nadležno invalidnost. In je zelo povezana tudi s psihičnimi težavami, ki so deloma tudi malo vezane na spol, ampak gre za to, da debelost ima dejansko ogromen neželenih učinkov, na primer do alkohola, osebnostne motnje, anksioznost, depresija, zelo številni debeli so depresivni in podobno. In tukaj tudi vidimo pravzaprav zelo jasno povezavo, to je tudi ena kar velika raziskava pokazala, kako gre ogroženost za smrt z roko v roki z debelostjo, od majhne, ki je za tiste, za katere rečemo, da so normalno težki, to je tam od 20 do 25 indeks telesne mase, potem zmerna debelost, to je debelost prve stopnje, ampak pogledajte, gre že gor, potem je pa že debelost druge stopnje, kadar je indeks telesne mase med 35 in 40, kako ekstremno porastejo pravzaprav nevarnosti raznih bolezni, ki vodijo neposredno v smrt. In tukaj je tudi zanimivo tisto, da nekdo, ki ima normalen indeks telesne mase, 80% takih bo doživelo vsaj 70%. Če imajo 35 do 40, je samo še 60% teh ljudi. Če pa nad temu, 30 do 50, pa pogledajte, samo še 50% teh ljudi bo doživeli pravzaprav 70 let, kar je pravzaprav z vidika današnjega časa malo. To so še mlajši starostniki, se temu danes reče. In tisto, kar sem hotel tudi povedati, je pa to. Poglejte, umrljivost pa prekomerna prehranjenost otrok. Kako se to med seboj prekriva? Se pravi, tisto, kar se že v otroštvu zgodi, plačamo v odraslosti z prezgodnjo umrljivostjo in invalidnostjo. Že z otroštvom se to začne, kar se ni nič presenetljivo. In zakaj vam tole kažem? Zaradi tega, ker to so pa podatki slovenske raziskave pri otrocih v osnovnih šolah. Vidimo, da slovenski otroci od leta 1989 do leta 2011 je pri njih pravzaprav debelost šla samo gor in tlele okrog leta 2010-11 so bili slovenski otroci med najdebelejšimi v Evropi. Potem so pa z sistematičnim delom v šolah ta trend obrnili in se je začel to lepo zniževati do lanskega marca, ko je udaril COVID in so šole zaprli in so otroke zaprli in poglejte, kakšen dramatičen skok debelosti, katastrofalen skok. Enako tudi, ko so gledali podkožno maščevje, isti šmoren. Mislim, ta COVID je naredil katastrofalno, ne COVID seveda je naredil, ampak gre za to, da ukrepi, ki so bili z mojega vidika nepremišljeni, ko so vse pozaprli v stanovanja in prepovedali na določene stopnje gibanje. Poglejte, kaj se je zgodilo z debelostjo otrok. In potem boste videli, da nekaj podobnega je tudi pri telesni dejavnosti. Pomembno je pa to, že minimalno zmanjšanje telesne teže nosi seboj koristi. In zaradi tega pravimo, da zdravo hujšanje je tisto hujšanje, ko se postopoma skozi čas znižuje telesna teža. Najslabša je pa tako imenovano jojo hujšanje, ko v enem tednu s čudežno dieto shujšaš za 30 kg, ampak v naslednjih 14 dneh dobiš pa 40 kg nazaj gor. In tako, kot vidite tukaj, in to je tipična slika, zelo pogosta, in vedno znova povem, da poznam nič koliko ljudi, ki je shujšali več ton, ampak je tudi se zredilo za še 1 tono več, kot se je skupilo. Tako da zaradi tega je potrebno hujšati ne z nekimi dietami, ampak z zdravo, pametno, mediteransko prehrano, ki je energetsko prilagojena tako, da je poraba nekoliko večja, kot je dostava. Na tak način se
shujša in to ne pomeni nekega pretresa za naš organizem, ampak je fiziološki prehod v boljše stanje. Zakaj je tudi tako težko shujšati? Namreč vi morate vedeti nekaj, da telo se v enem tednu prilagodi dieti, ki je recimo energetsko strašno zmanjšaš energetsko vnos, recimo iz 1800 kalorij na 700 kalorij. V enem tednu se bazalni metabolizem, temu rečemo, prilagodi tako, da se za 50% zmanjša. Se pravi, tista osnovna poraba našega telesa, če samo v postelji ležiš, pa nič ne delaš, se tudi takrat telo nekaj porabi. Ampak pri takem hujšanju se prilagodi, da bistveno manj porab za te osnovne funkcije. In zaradi tega, ko ti začneš spet po starem jesti, preden se spet nazaj prilagodi tudi naše telo, je že bum za telesno težo. In to so prehranske navade Slovencev. Malo se spomnite, prej sem rekel, priporoča se večkratne obroke, ki naj bodo manjši. In tukaj vidimo, da Slovenci, zlasti odrasli, starejši, pogledajte, kako so boljši, ki vsak dan tudi zajtrkujejo, medtem kot med mlajšimi je tega bistveno manj. In enako je tudi, podobno je tudi pri zelenjavi. Vidite, da starostniki bistveno več zelenjave kot mladi, kar je dobro, ampak še bo živelo, če bi imeli ti vsaj enako. In tisto, kar se mi zdi zelo zanimivo, je, da so ženske bistveno bolj pridne kot fantje. Ampak se to vem, v šoli je bilo tudi tako, punce so zmeraj bolj pridne. To je pa delež oseb, ki se pretežno nezdravo prehranjujejo. In tukaj spet vidite, pogledajte, kakšen velik delež je moških, kakšen velik delež je med mladimi. Izobrazba je izredno pomembna, ampak je zanimivo, da je bolj poklicna kot samo osnovna šola in manj, da poklicna je še slabš. Ne vem zakaj, ampak tako pač je. In višja, ko je pravzaprav izobrazba, boljš je tudi, kar se prehranjevanja, tega zdravega načina prehranjevanja tiče. Se pa stanje kljub vsemu v Sloveniji v zadnjih letih od 2016 vidite, da se popravlja. Uporaba sladkih pijač gre dejansko dol. Zelenjava sicer ni čisto, kot bi mi želeli, da bi bilo, ampak zajtrk gre gor, tako da in doseljevanje gre tudi, dobro, ne gre glih čisto dol, ampak saj raste ne. 50% Slovencev doda sol, ne da bi prej hrano sploh pokusili. Pasne, 50%, kar je žalosten. Stres. Izredno pomemben dejavnik. Vi veste, da imamo celo vrsto različnih dejavnikov tveganja. Eni so taki, ki so biološka značilnost, kot so starost, spol pa genetika. Na to navzven spol znamo spremeniti, v resnici ga pa ne znamo. Drugo so bolezni, na katere mi danes z zdravili, pa ne samo zdravili, tudi zdravim življenjskim slogom znamo zelo dobro delovati. Potem so življenjski slog, so spet pri istem, kajenje, telesna dejavnost, prehrana, alkohol, to se jasno pokriva tudi z debelostjo pa s temi, ampak pa je pa četrta skupina, psihosocialni dejavniki, kot so stres, depresija, anksioznost, nimam tukaj napisano, ampak tudi spanje spada med tak dejavnik tveganja. Nespečnost je zelo povezana s stresom in eden od ključnih stresnih dogodkov je tole. Kadar imaš hudo ženo, se temu reče. Upam, da kdo to interpretiral kot spet, kako se že reče temu, moški šovinizem ali kaj. Ampak takole, vidite, tukaj ni moški šovinizem, ne? Ampak definitivno je pa nasilje. Ampak je pa nekaj razliv. Zakonska nesoglasja povečajo ogroženost pri ženskah po ponovnem koronarnem dogodku kar za 3-krat skoraj. Za 3-krat. Skratka, ločitev povzroči 40% večjo ogroženost za umrljivost. In kaj zadovoljstvo v zakonu, da izboljša preživetje bolnikov in bolnic srčnih popuščanj. Dobro, možje, katerih žene, se pravi, ambiciozne žene moške uničujejo. Tako,
ta študija pokaže, ne, meni je kar malo narodno to povedati, ampak tako je. Vsaj po tej študiji. Ampak kakorkoli že, vidi se, da poročeni so boljš pri razkosu kot tisti, ki niso poročeni, in med neporočene štejejo od tistih, ki se nikoli niso poročili, do ločencev in tudi vdovcev. In vidite, da pravzaprav, da je tukaj kar velika razlika ob relativno kratkem spremljanju. Čeprav tlele, kot vidite, ta verjetnost, ti procenti so pa majhni. Pardon. To ravno tisto, kar sem prej rekel, da ni važno, na kakšen način si sam, važno je, da si sam. In tukaj, če jaz kaj vem, ni razlike med moškimi in ženskami, nisem pa čisto siguren, to sem pa malo pozabil. Kakovost zakonskega življenja in preživetje vedno znova se pokaže, da kakovost, če je visoka kakovost, pod katero spada marsikaj, ampak tisto, kar je ključno, je pa, če je človek zadovoljen, bistveno bo izboljša preživetje, spet smo pri bolnikih s srčnim popuščanjem. Tako da malo je treba kaj narediti za to. Isto, pove samo, da malo na drugačno slikco, da se bolj zapomni. Ampak, to pa malo tako kot provokacija, pa zanimivost. To je pa ena arabska študija, kdo bi si mislil, ne? Ker gre za mnogoženstvo. In tukaj vidite, kaj 4 žene pomenijo za moža. Zakaj? Zaradi tega, ker vi morate nekaj vedeti, da v kulturi tej je, da mora mož, ki ima več žena, vsem ženam nuditi isto in enako, kar je lahko strašno stresno. In zaradi tega je to je bilo v Savdski Arabiji delan, kjer imajo pravzaprav, kjer si lahko več žena privoščijo samo najbogatejši, se pravi tisti, ki nič ne manjka, pravzaprav imajo nekaj preveč. To je 2 ali 3 žene, recimo, ne. No, to se mi zdi zelo zanimivo, kako pravzaprav spet po drugi strani potrjuje, da če si ti zadovoljen v svojem zakonu, v zakonu je pa prav, da je ena družica, je najboljš, da tako smemo. Seveda pa stres v velikem deležu predstavlja tudi danes delovno mesto. Mi vemo, da so se časi drastično spremenili. Včasih so bili roki teden, mesec, danes so roki milisekunde ali pa sekunde, ali pa že, če ti dajo za nekaj narediti 1 uro ali pa 2, si že kar srečen. Skratka, ta hektičnost, ta ihtavost življenja je strahoten stres današnjega časa in nas uničuje, vse po vrsti. In tukaj gre ravno za eno zelo zanimivo medsebojno igranje, da delovna mesta, pri katerih je obremenitev psihološka zelo velika, obenem pa ti ne moreš nič vplivati na svoje delo, to je tisto, kar povzroča največjo stresnost. In to je tisto, kar pravzaprav tudi uničuje motiviranost in nenazadnje vodi v pregorelost in iz tega izhajajoče tudi slabo produktivnost. Tako da to je tisto, kar bi naši delodajalci morali vedeti, da je treba to razmerje pametno uskladiti. In drugo, kar je pomembno, kar zelo vpliva na to je, če ti na delovnem mestu dajo obremenitve, ki so nenormalne, ki so take, da jih nek povprečen človek enostavno ne more izpeljati. In je zanj potem to stres. Potem pa nepriznavanje, ali tako, da delodajalec pričakuje, oziroma tvoji zaposleni pričakuje, da boš ti več reden in nikoli zadovoljen, to je strašno deprimirajoče. In obenem, da ti ves čas govori, kako si preveč plačan, zato ker ti itak nič ne delaš. To uničuje delovno moralo in povzroča stres in povzroča tudi pregorelost. In to, kar sem že rekel, nezmožnost vplivanja na delovne obremenitve. In če so te še zelo velike, potem je to pravzaprav zlata pot v izgorelost. Vemo pa, da je neposredna povezava med možgani in srcem, med stresom možgani. Gre za to, da v možgani so jedra, ki so ključna za stres. In izkazalo se je, da je tole, kar piše amigdala, to so ta jedra. Pri tistih, ki imajo kronično nižjo aktivnost,
v primerjavi s tistimi, ki imajo kronično višjo, je tudi drastična razlika. Te bistveno bolj prenašajo strese kot tisti, ki imajo kronično visoko aktivnost, in pri teh, ki imajo kronično visoko to aktivnost, pride zelo pogosto do ene posebne oblike srčne bolezni, tako kot SUBO se imenuje, ali po domače rečeno počeno srce, pregorelo srce. Zmeri več tega v naši družbi, nekoliko bolj so k temu nagnjene ženske, in to stanje je vsaj toliko nevarno kot srčni infarkt in se tudi od tega na žalost kar lepo umre. Lepo, nisem najboljšo besedo, ampak od tega se umira. Tukaj še enkrat, kakšna je razlika med zaposlitvijo, kjer ni kroničnega napora, in tisto, kjer je kronični zaposlitveni napor. Vidite, da je kar velika razlika, kar se preživetja tiče, in to v relativno kratkem časovnem razponu. In kako je kaj pri nas? Glejte, to je delež Slovencev in Slovenk, ki so stalno počutijo dnevno, da so napete in pod stresom. In vidite, da tega je pravzaprav 1/3 Slovenk in Slovencev je takih. Zanimivo, da je več tega med ženskami. Jasno, to velja za mlajše obdobje, ker v obdobju, ko si v pokoju, verjetno tega ni več toliko. Tudi obvladovanje je pravzaprav zelo slabo, in tule imate še spet to glede na izobrazbo, in jasno se vidi, kako je pravzaprav obremenitev na delovnem mestu. Bistveno več je tega med višje izobraženimi, po drugi strani so pa materialni pogoji bistveno slabši pri teh, ki imajo nižjo izobrazbo, pri teh tega bistveno več kot stresor, bistveno več tega. Ampak to vidimo, da v Sloveniji tega veliko, in tudi pravzaprav, kaj so te ključni odnosi. Slabi odnosi so pa tudi kar pomemben, 20%, vidite, so medosebni odnosi. Osamljenost je pomembna, ampak ta gre verjetno predvsem za te v starostni dobi. To je, kar se tiče stresa in teh težav. Če pa pogledamo še zdaj tretjo skupino, ki sem vam obljubil, da bomo še kaj o telesni dejavnosti povedali. Tisto, kar je pomembno povedati, je to, da zdrava telesna vadba mora zajemati vse 3 tipe telesne dejavnosti. Od vzdržljivosti do gibljivosti in tudi vadbe za moč. Največ se priporoča aerobne vadbe, to se pravi hitra hoja, pri čemer mora biti taka hoja v takem tempu, da se lahko še pogovarja. Če vam sapo jemlje med tako hojo, pomeni, da ste šli malo čez mejo. In tisto, kar je tudi danes zmeri bolj poudarjajo, tako imenovano intermitentno, intenzivno telesno dejavnost. Se pravi, ti greš na sprehod, ali pa na vsakih toliko in toliko časa zelo pospešiš, da ti srce malo zašiba, pa ne preveč, da ne bo kakšen infarkt pri tem ruknil, ampak pa spet malo upočasniš in to delaš intermitentno. Drugo, kar je pomembno, je vadba za gibljivost. To je izredno pomembno zlasti pri starostnikih, ker na ta način preprečujemo enega od pomembnih razlogov tudi za prezgodnjo umrljivost, se pravi padce in zlome. Mi vemo, da če si 80-letnik zlom kolk, kar dostikrat pride potem do raznih pljučnic in via vaja ven. Če se dela na gibljivosti pri telovadbi, se zmanjša število padcev, in to je tisto, kar je zelo, zelo pomembno. Po drugi strani pa še seveda vadba za moč in raztezne vaje, rezistenčne vaje, to je tudi pomembno za te, ker nam neke vrste drugačno kondicijo ohranja. Tudi tukaj imamo tako kot prehranski piramidi, imamo tudi to piramido telesne dejavnosti, česa več hoje, zabavne igre, stopnice, hoditi po stopnicah, ni treba teči po stopnicah, ampak hoditi. Seveda pa internet, TV, video, pa ždenje v naslanjaču, tega pa čim manj, čim manj.
In seveda joga je večkrat koristna, ne samo zaradi tega, ker deluje na gibljivost, ampak če jo delaš prav, pravzaprav je zelo pomembna tudi, ker je to neke vrste sprostitvena vaja, antistres vaja, zaradi tega je to kar dobro tudi o tem razmišljati. Je pa res, da to glih v našem okolju ni glih zelo popularno, čeprav je zmeraj več, zlasti med mladimi. Vidimo, da redna telesna vadba pravzaprav zmanjša ogroženost in se vidi pravzaprav, kakšna kalorična bi mogla biti, da bi do tega prišlo. In izkaže se, da tistih 150 do 300 minut zmerne telesne dejavnosti, če pa še intermitentna, intenzivnejša dejavnost, zmanjša ogroženost za skoraj 30%, kar ni malo. To sploh ni tako malo. Trendi današnjega časa so pač na žalost taki, da vse gre v zasedenost in čim manj gibanja. Nenazadnje lenoba je tista, ki je stroje izumila, zaradi tega, da nam ni treba delati. In zaradi tega ne krampamo več z lopato pa krampom, ampak z rovokopačem, ne kosimo več s koso, ampak s kosilnico, po možnosti na njej še sedimo. In to se seveda odraža tudi v tem načinu, pogledajte, od leta 60, kako je šlo dol delo tako, ki je več, malo bolj aktivno, pravzaprav samo lahka dela in sedeča dela, to je pa pravzaprav v porastu. Ogroženost za smrt glede na, pogledajte, metabolni ekvivalent. 52 je kar intenzivna, 24 govorimo na teden, to je tedenska obremenitev. Vidite, kako manj je, kako raste pravzaprav ogroženost in zlasti pri enaki telesni dejavnosti, kaj pomenijo ure sedenja. Rdeče je 6 ali več ur sedenja, zeleno je manj kot 3 ure sedenja na dan. Glejte, tudi če si relativno malo telesno dejaven, ampak če še sediš zdraven, si pravzaprav se ti zaenkrat poveča ogroženost. Tako pri ženskah, kot tudi pri moških morda en ščepec manj izrazito, ampak pri ženskih pa pogledajte, pa kar zelo. In telesna dejavnost na duševno zdravje tudi zelo vpliva, to sem že prej rekel, in izkazalo se je, da največja korist prinese tam okrog 45 minut telesne dejavnosti vsakodnevno, ampak ne čisto vsakodnevno, ker izkazalo se je, da tudi pretirana telesna dejavnost tudi ni čisto koristna, tlele okrog 26-27 dni, če imaš take, se pravi, da vsak dan med tednom, ob nedeljah je pa še Bog počival, ne? Recimo kaj takega. Tukaj je samo prikaz, kakšno obremenitev v teh metabolnih ekvivalentih, kaj pomeni razna dela. Hitra hoja, vidite, kaj je, in kako se zmanjšuje, odnosno tek, tenis, zelo hiter tek, pa recimo lopatanje, kaj pomeni kakšna taka telesna dejavnost. In koliko časa bi mogel vsako telesno dejavnost opravljati, da bi dosegel tisto, kar je zaželeno, se pravi porabo energije in na ta način tudi olajšano hujšanje. Ta dolžina teh stolpcev, kaže, koliko ur oziroma minut na dan bi mogel kakšno dejavnost delati, da bi prišel do te zaželene dnevne aktivnosti. Tukaj je tudi prikazano spet podobno, kaj pomeni, če znižaš telesno aktivnost, kako se ti poslabša razmerje obetov, da se bo nekaj zgodilo in kako se, to je na minus, se pravi, da je manj dogodkov, če si bolj aktiven. Vse to govori v to, da je potrebno biti redno telesno dejaven. No, pa smo spet pri šolarjih. Poglejte, to je šolska dejavnost, gibalna učinkovitost osnovnošolcev od leta 1989 do 2000 in tukaj imate marec, april 2019 proti julij 2020, kako drastično je padla gibalna učinkovitost
osnovnošolcev v teh 3 mesecih, ko so bile šole zaprte. Poglejte, tukaj so posamični elementi te gibalne sposobnosti opredeljene, ampak gre za to, da je to drastično tako med dekleti kot med fanti upadlo. To roza je mišljeno, to na desni, to so dekleta, fant, ki so plavi, to je spet malo mačistično, ne, bo kdo rekel, spet stereotipi, ampak dobro je. Tudi po starostnih skupinah, kako je šla ta gibalna učinkovitost navzdol, in zlasti tlele pri 11-letnikih jim je zanimiv, ne. Takrat, ko počasi grejo v puberteto, takrat se stvari spremenijo in je to prav žalosten trend, kako se je to v 3 mesecih poslabšalo. Pa še par podatkov o razvadah, to pa samo tako, da v opozorilo in svarilo in da boste približno vedeli, kje smo. To je kajenje, pogostost kajenja v Sloveniji. Poglejte, 25% moških kadi, pa 20% žensk kadi. Nekdanjih kadilcev je tudi 25%, nekadilcev je pa tam okrog 51%. Ampak zaskrbljujoče je tudi to, pasivni kadilci, tega ni malo. Se pravi, da ljudje še zmeraj v stanovanju kadijo in zaradi tega njihov dim ovohavajo tudi sostanovalci. Po starostnih skupinah zaskrbljujoče, poglejte, skoraj 28% mladih, tam med 25 in 34 let kadi. In potem gre starostjo navzdol. Tako da to je pravzaprav kar zelo, zelo slaba statistika. To so podatki iz Sindija za leto 2016, novejših podatkov zaenkrat še ni. Čeprav je bilo to leta 2018 objavljeno, ampak so zajeti podatki iz Sindija iz 2016. To je pa glede pijače. Nikoli ne pije približno polovica, žensk seveda, moški smo tukaj, ne bi se hvalil, ampak vidite, da pravzaprav kar veliko, to je opijanje. Visoko tvegano opijanje pomeni, da si pijan, po domače povedano. Visoko tvegano opijanje pa pomeni, da si večkrat kaj popil, ne, in vidimo, da smo tudi tukaj pravzaprav kar dobri smo, Slovenci smo kar dobri. In to je tisto, kar sem vam jaz danes zapovedati. Zdaj pa, če je kakšno vprašanje, na chatu vidim, da je že 6 vprašanj. Ojej, pozdravljeni, na to še znam odgovoriti. Če ima kakšno vprašanje, načeloma bi se teoretično dali tudi takole, če se unmutate, tudi direkt v mikrofon reči, samo da ne bo prevelikega kaosa. Če ne, pa če v chatu kaj napišete. Razen, če se bi tako neskončno jasen, da ni treba nič več povedati. Ja, če ni nobenega vprašanja. Ja, tlele je vprašanje, ali je polnozrnat kruh s semeni v redu. Ja, gotovo je to eden od tistih, ki je med boljšimi. Je pa res, veste, to bom malo zdaj grdo rekel, ne. Številni med vami gotovo kupujete tako imenovan črn kruh. Bojim se, da kupujete samo farbo v kruhu. Zaradi tega, ker to dostikrat naredijo, da samo obarvajo kruh, ni pa tisto, kar naj bi ta kruh v resnici imel, da bi bile noter tudi otrobi in podobne stvari. Zaradi tega, ker okus to spremeni. Je pa res, da polnozrnat kruh običajno najmanj, kar je, so semena, ki niti niso olušena, tako da definitivno je to bistveno boljše kot bel kruh. Tlele en zanima, da ga nekaj zaradi želodca zanima, ampak ne vem, kaj ga zanima. Cepljenka. Kruh pečen doma. Poglejte, kruh pečen doma je zmeri pravzaprav načeloma najboljši, ker veste, kaj ste noter dali. Če moko kupujete še pri kakšnem mlinarju,
za katerega veste, od katerega kmeta je moko, oziroma je zrne dobil, potem je to še toliko boljše. Jaz vem, da kar številni temu se tega držijo, je pa res, da to ni poceni stvar. Ne. Nažalost je taka hrana malo dražja, ampak veste, zastojn je samo brca se ve kam, ne. Pa še ta ni znojna zastojn. Vprašanje imam, če lahko. Ja, izvolite. Sem iz Gorenjske in po novem mi imamo možnost, sicer ne veliko, da dobimo svinjsko meso in mast res od kmeta, ki nima to tako za prodajo na veliko, ampak ima kakšnega pujska in ga potem dobiš, če se poznaš. In po novem pač naj bi veljalo tako meso oziroma mast svinjska pod bolj zdravo kot včasih. Kako bi vi to ocenili? Poglejte, vsak svojo malo hval, ne. Poglejte, gotov je, bistvo, ki je pri tem je, da morate vi vedeti, kako je ta kmet, čeprav ima samo enega ali dva pujska, kako jo je futral. Ali jih je futral z pomijami, ali je dodal še kakšen steroid zraven, ali ne, zaradi tega, da je bolj lep tisti pujsek, da se je bolj svetel. Ne vem, na to se ne spoznam, ampak vem pa, da ponekod v Sloveniji se prašiči pasejo. In gotov so tisti prašiči bolj zdravi, ne vem, ali to so krščani, ali niso, ali se oni pasejo tudi samo po svinjaku, ali grejo kaj v naravo. Skratka, odprta reja je gotov bolj zdrava, pšanc, kakšnega črvička poje, kakor je to nehumano, bo kakšen rekel, ne, ampak tak pšanc je gotov boljši kot pa tisti, ki je tamle pod umetno lučjo narejen. Gotovo je bolj zdrav, ne nazadnje se to zelo hitro vidi. Meso teh pšancev iz kurerej so taki, ki bi sluz jedel, medtem ko unka po dvorišč leta je čvrst. Hvala lepa, se strinjam. Ja, tlele je eno vprašanje glede cepljenja za srčne bolnike, oziroma če so imeli srčni infarkt. Ja, poglejte, absolutno, cepljenje je priporočljivo, je zdravo. Seveda, kot vsako zdravilo, cepivo je tudi zdravilo in zaradi tega ima lahko neželene učinke, ampak so redki. Kakšen je, kot smo slišali v zadnjem času, lahko tudi usoden, ampak to je 1 na milijon. To je ekstremno redko. In pač, se veste, če greš po cesti, ti lahko tudi cego na glavo pade. Ne bom pozabil na primer, ko je pozimi šel nekdo po Miklošičevi cesti, pa mu je sveča na glavo padla in ga je ubila. Skratka, se zgodi, tudi meteorit ti lahko na glavo pade. Pa zaradi tega ne boš v bunkerju cel dan sedel. Skratka, gre za to, da, kot bi rekel Arabci, inšala, ne. Kakor ti je usvojeno, če ti je usvojeno, da boš imel pač neželeni hujši učinek, je pač to nesrečna usoda, ampak še zmeraj je korist cepljenja bistveno večja, kot je potencialna nevarnost. To so pa nedvoumno dokazali. Najmanj, kar je tudi, seveda, pazite, tudi cepljenje je 95% uspešno, ne 100%. 100% je samo smrt pa davki. Tako da 5 ljudi od 100 ne bo odcepljeno imeli koristi. A ste to vi ali to niste vi, tega pa ne veste. Žal. Ja, klele sprašanje, predstavljanje telesne aktivnosti je verjetno povezano tudi s starostnostjo človeka. Seveda, da je. Jasno je, da ravno zaradi tega sem omenil pogovor, ker nekdo pri 20 letih lahko teče po stopnicah, pa se bo še pogovarjal, jaz pa sopiham že po prvem štuku, ne, in se pravi, da seveda je to prilagojeno, včasih so tudi malo gledali na srčni utrip in se ve, tudi gre za to, da ni enako priporočena telesna dejavnost pri nekomu, ki je treniran,
ali pa pri nekomu, ki se je šele začel s telesno dejavnostjo ponovno po dolgih letih ukvarja. Ve se tudi, da pri nekaterih boleznih je pameten, kolikor bi hotel v neko bolj tako organizirano telesno dejavnost, da preden greš v to, da greš na obremenitveno EKG testiranje, kjer ti lahko stestirajo, kakšna je tvoja srčna treniranost, bom po domače povedal. In ti tudi predpišejo, s kakšno telesno aktivnostjo ti začneš to svojo dejavnost in jo postopoma skozi čas pač stopnjuješ do neke take, ki je sprejemljiva. Potem, aha. A je še kje kakšno vprašanje? Angina pectoris, ja, ali za angina pectoris lahko pozdravi? Lahko. Angina pectoris, to je znak, do katerega pride takrat, kadar je kakšna od srčnih arterij zožena toliko, da srčna mišica za to zožitvijo ne dobi več dovolj krvi. Zdaj, tukaj imamo več tipov angine pectoris, imamo tako imenovano obremenitveno angino pectoris, to je na primer, ko greš ti do tretjega štuka, pa te začne tiščati. Po drugi strani imamo pa tudi tako imenovano nestabilno angino pectoris, to je pa angina pectoris, to je ta srčna bolečina, ki nastopi že v mirovanju iznenada, kar tako pok. In to je načeloma, če pride tudi do porasta encimov nekaterih, potem je to infarkt. Drugače pa je to preinfarktno stanje, so včasih temu rekli. Seveda, to se da pozdraviti tako, da se naredi slikanje teh srčnih žil, potem se pa z balončkom tisto zožitev, ki zavira pretok krvi, razpihne in se obnovi pretok. Skratka, angino pectoris smo pozdravili, zdraviti moramo pa tudi vzrok, zakaj je do te zožitve sploh prišlo. In to je pa tisto. Tega pa čist pozdraviti na žalost ne znamo, znamo pa obvladati, znamo zmanjšati, tako da tukaj imamo, zato pa uporabljamo razna zdravila. Super. Je še kakšno vprašanje? Gledam. Pectoris. Ja. Ali kdo še piše? Še kdo piše? Zanimivo, še vsi ste na internetu, na Eduni. Poglejte, ampak zdaj pa čakajte, nekaj aritmije. Kakšna aktivnost naj bi se izvajala pri aritmiji? Poglejte, tukaj je pa spet problem, ker imamo različne aritmije, različne vzroke za aritmije in je vse od tega tudi odvisen. Zdaj pri nekaterih aritmijah imamo zato tudi že defibrilatorje implantirane in tako, ampak vsekakor ponavadi aritmija vezana na neko srčno bolezen, ki je tista, ki je vodeča pri tem, kakšno obremenitev takemu človeku lahko svetujemo. Vsi taki ljudje imajo lahko določeno stopnjo telesne dejavnosti. Seveda, bolj ko je bolezen napredovala, bolj previdni smo pri obremenjevanju z telesno dejavnostjo in za take je najboljše, da se to dela v okviru tako imenovane ambulantne, koronarne ali pa kardiološke rehabilitacije. To imamo že kar po Sloveniji kar na široko razporejeno. Vsak, ki ima aritmijo, je verjetno tudi ga vodi nek kardiolog in naj se z njim pogovori, da mu bo tudi razložil, zelo težko je takole oddaleč po telefonu, tako rekoč, reči, kakšno obremenitev pri neki aritmiji, ker kot sem rekel, ne veš, kaj je vzrok. Naprimer, en od pomenih vzrokov za aritmijo je tudi ishemija miokarda. In če to ishemijo, se pravi, tako kot sem prej rekel pri angini pectoris, angina pectoris je ishemija miokarda. Če ti jo razrešaš, ni več aritmije. Lahko je pa drug vzrok. Zaradi tega vam to žal ne morem čisto odgovoriti. Čakajte, klele. Koliko je fleten doktor? Ja, hvala. Zdaj sem pa prevzel. Čakajte.
Aha, dobro, to ni vprašanje, to je bil komentar bil klele. Aha, zoženo aorto, ali aorto, klele je piše, moja mama ima zoženo aorto. Zdaj pa ne vem, ali je tukaj mišljena aorta ali aortna zaklopka, to je velika razlika. Pri aortni zaklopki se gleda to z ultrazvokom in se to spremlja, kadar pride do določenega napredovanja te zožitve aortne zaklopke, se pač to aortno zaklopko zamenja. Če je pa aorta zožena, to je pa ta žila, ki gre od srca navzdol po trebuhu, imamo prsno aorto, pa trebušna aorta, in če je tam zožena, tam se pa to drugače razrešuje, ponavadi s kakšnimi stenti, stent grafti, ali pa tudi za operacijo. To je odvisno, kakšna je, če je pa čisto zaprta, to je pa samo operacija. To so različne možnosti. No. Čakajte, zdaj pa meni tole, imamo na primer hitra hoja, zdravilne učinke na ožilje. Ja, poglejte, vsaka telesna dejavnost ima neposredno ugodne učinke na žile. Ve se, da že po 14 dneh redne telesne dejavnosti se izboljša tako imenovana endotelijska disfunkcija. Ja, se izboljša in to ima zdravilne učinke. Na nastanek aritmija in povišenega utripa, seveda lahko stres. Se veste, stres lahko povzroči hude motnje ritma, če je dosti tak, in tudi, vse veste, kakšen kar dol pade, ko se ustraši. Lahko, ja. Za AstraZeneco in po 2 dneh povišene telesne me zdaj tiščijo v pljučih. Zahvaljujem sem predvsem bolj kot pred tem. Poglejte, jaz kakšnega takega primera od nas iz našega špitala ne poznam. Je pa tako, če imate take težave, se kljub vsemu splača iti do zdravnika, ker je treba pogledati, ali gre za teoretično zaplet AstraZeneke. Vedeti pa morate nekaj, da AstraZeneca ne preprečuje pljučnic in podobnih stvari, česar je v tem obdobju zlasti takih temperaturnih sprememb in vsega lahko kar nekaj. Tudi srčno popuščanje lahko kaj takega povzroči, tako da je treba pač pogledati, kaj je to. Ne odlašati, zato so doktorji, da vam pri takih stvarih pomagajo. Če se da zdraviti z balončkom, kaj pa? A mislite, prsna aorto, ja, da se tudi to narediti, ja, da se zožitev prsne aorte se da tudi z balončkom, sam to zmeri sproti se proučuje, namreč gre za to, da ne bi kakšen prsna aorta, pa tudi trebušna aorta se lahko zoži tudi zaradi tega, ker je tam kakšen strdek nastal. Naprimer, na trebušni aorti imate lahko aterosklerotične spremembe. Če se taka aterosklerotična sprememba odpre, odlušči, gor nastane strdek. In od tega strdka lahko potem trombi letijo in pride do zamašitve žil v nogah. In takrat seveda pri takih je čisto drugačen postopek, kot pri nekomu, ki ima, prirojeno tako zožitev, ki je čisto drugače. Tako da to je od primera do primera različno in je treba zmeraj znova pogledati. Če ste pa mislili na širjenje aortne zaklopke, tudi to se dela lahko z balončkom, pa tudi na posebne načine, danes že tudi ni potrebno vedno glih prsten koš odpreti. Danes znamo že tudi to delati skozi kožno, bi po domač rekel. Tavi se temu reče, ko grejo s katetrom do zaklopke in novo vstavijo s katetrom, ne s tem, da vam prsnico razrežejo. Pa še tudi tukaj so, medicina je šla kar naprej. A zožna je zaradi oblog. Poglejte, spet pri teh zadevah se zmeri odločamo na to, kakšna je nevarnost, da bi prišlo do nekega pomembnega zapleta, kaj pa pod narekovaji samo lepotna napaka. Kadar je sprememba na žilah taka, da je relativno velika verjetnost, da bi prišlo do zapleta, takrat se posega. Če pa ne, se pa samo spremlja. Najbolj tipično je na primer to za aneurizmo, to je pa ni zožitev, ampak je razširitev trebušne aorte. Dokler je ta tam
5 centimetrov se jo spremlja, kadar je pa več kot 5 centimetrov, se pa že tudi posega. In tukaj večinoma s tem, da se ustavi noter žilno opornice, ene posebne vrste žilne opornice, pri nekaterih pa tudi z operacijo. To je pa spet od primera do primera različno. Poslednje lahko na srcu. To pa ne vem, kaj je mišljeno tlele, neka gospa Maja, ali je posleda lahko na srcu, ne vem, kaj je to mišljeno. Aha. Ja, aorta, to je verjetno aortna zaklopka, mišljeno, tale aorta na ustju. Predvidevam. Lahko je pa tudi koarktacija, to se pa operativno običajno zdrav. Ampak koarktacija je običajno prirojena. Aha, omega 3 in Q10, kakšno je moje mnenje. Poglejte, tako je, ne. To so prehranski dodatki večinoma in pri teh prehranskih dodatkih je problem v tem, da nikoli ne veš, kaj je noter. In dostikrat se kupuje mačka v žaklju. Omega 3 maščobne kisline se tudi pridobivajo na zelo različne načine. Od tega, da jih pridobivajo iz jeter rib, in zdaj, če so te ribe iz severnega Jadrana, so polne pesticidov, težkih kovin in še česa. Če so iz kakšnih čistih morij, je drugačno. Nekateri pa prisegajo, da tisto ribje olje oziroma tiste omega 3 prečiščujejo. A je to res ali ni res, ve samo inšpektor, če dela analizo. Jaz ne. In še nekaj je, ne. Med temi omega 3 maščobnimi kislinami sta pomembni dve, to je EPA pa DHA. Eikoza-pentaenoična in dokoza-heksaenoična maščobna, večkrat nasičena maščobna kislina. In teh bi mogli biti tam okrog 1 gram, da bi bil kakšen učinek. Moram pa povedati to, da pred leti so bile študije, kjer je dodajanje teh omega 3 maščobnih kislin dejansko pokazalo zmanjšanje srčno-žilnih dogodkov pri tistih, ki so uživali. V vmesnem času se je pa medicina, kot sem že prej rekel, precej razvila in danes zdravimo precej drugače in bolj usmerjeno, kot se je takrat. Zaradi tega zadnje raziskave, ki so bile delane z omega 3 maščobnimi kislinami, niso pokazale kakšne velike koristi dodajanja omega 3 maščobnih kislin. Kar se tiče pa vitamina Q10, je pa tako. To je ubiquinon, to naj bi se dodajalo pri tistih ljudeh, pri tistih bolnikih, ki imajo visok holesterol in jemljejo statine, zaradi tega, ker statini zavrejo sintezo ubiquinona v tej verigi nekje. Ampak doslej še niso, in naj bi zaradi tega tudi prišlo, zaradi pomanjkanja ubiquinona, naj bi prišlo do mišičnih težav pri tistih, ki jemljejo statine. Ampak doslej po meni znanih podatkih še nobena raziskava, ki je bila ustrezno vodena, ni prepričljivo dokazala kakšne velike koristi od dodajanja vitamina Q10. Tako kot ni nobena raziskava dokazala, da dodajanje vitamina D3 kaj pomaga, ali pa C, ali pa E in teh vitaminskih preparatov. Tako da bom grdo rekel, to je bolj lupljanje ali striženje ovc, po domače povedano. Ljudem kradejo denar. Tako kot biostatini, na primer. To je taka goljufija, ali pa liverin. Tole, če gnojne angine lahko pustijo kakšne posledice na srcu in prostato. Ja, poglejte, gnojne angine, seveda, zdaj, če je streptokokna gnojna angina, potem je to je bilo včasih eden od glavnih vzrokov za revmatične vročice in podobno, to poznate. Danes z našim zdravljenjem tega v Sloveniji praktično ni več. Je pa res, da ob določenih stanjih, ko pride do sepse ali zastrupitve krvi, kakor se temu reče po domače, pa pride lahko do tega, da se na zaklopkah naselijo bakterije in jih uničijo. To pa se dogaja, to je zlasti pri teh septičnih stanjih in potem pride do tako imenovanega endokarditisa, ki je pa zelo nevarno stanje. Aha,
aorta. Poglejte, za tole gospod pri 88 letih, ki ima zoženo verjetno aortno zaklopko. Ja, vedeti moramo nekaj, ne, da vsak poseg v telo je za telo obremenitev in stres. In mi danes vidimo, da pride čas, ko je treba res tehtno razmisliti, a se posega v neko telo. Tipična taka stvar je pri starostnikih. Namreč gre za to, da bi mi pri starostniku neko žilo ali pa aortno zaklopko razširili, ga moramo zbosti v arterijo. Po takem posegu mora on na miru ležati, zaradi tega, ker lahko tam, kjer smo žilo zbodli, pride do hude krvavitve. Vemo pa, da če starejšega človeka za en dan samo v posteljo položiš, bo zelo težko naslednji dan iz postelje vstal. Gre za hitro nastajanje tako imenovane sarkopenije. Gre za to, da starejši ljudje imajo manjšo mišično maso. Čeprav so vse težji, gre ta teža pretežno na račun veziva in predvsem maščob. Mišic je pa vse manj in ko starostnika položiš v posteljo, mu te mišice hitro kopnijo. To je tako, kot če date nogo v gips. Ko gre noga iz gipsa, kar pogledajte, kakšna je. Ka štrcelj, ne? Pri starostniku je to nažalost še hitrejše, zaradi tega se pri teh ljudeh res 10-krat razmislimo, preden kaj postopimo, zlasti se bojimo tudi anestezije, ker se neredko zgodi, da ni isti človek, ki zaspi in isti človek, ki se zbudi. Skratka, anestezija ima lahko dostikrat posledice, da se nenadoma poslabša od kognitivne funkcije, tudi v demenco grejo. To je treba zmeri znova razmisliti in tehtno razmisliti. Kakšno preventivo življenjske preglede se priporoča nekomu, ki je preživel AMI? Poglejte, odvisen, kakšen je ta akutni miokardni infarkt bil. Če je bila to neka manjša reč, ki so jo zelo hitro tudi obravnavali in hitro odprli žile, na takem srcu skoraj ni posledic. In zaradi tega pri takmu kakšni posebni pregledi dodatno niso potrebni. Jasno pa je, da je zmeraj pri vsakem takmu potrebno pogledati, kaj so tisti dejavniki, ki so do takega infarkta sploh pripeljali, in vse dejavnike tveganja zmanjšati na minimum. Se pravi, tlak, holesterol, telesna nedejavnost ali zasedenost, krvni sladkor, stres, če se le da. Na vse to je treba pomisliti in obsekati te dejavnike tveganja na minimum. In potem bo tak človek lahko živel še naslednjih 100 let, ne? Jasno. Še kakšno vprašanje? Ja, me slišite, Marjeta Tkalec pri telefonu? Ja. Eno vprašanje bi imela. Kaj menite o zdravljenju atrijske fibrilacije ob elektrofiziološki študiji in ablaciji? Poglejte, tako je. Zdaj, če je bila elektrofiziološka študija in ablacija narejena, naj bi ne bilo več atrijske fibrilacije. Dostikrat pa ni čisto tako. Zdaj z ablacijo skušajo predvsem preprečiti to, da ne bi srce ves čas prehitro utripalo. Pri atrijski fibrilaciji imamo dve stvari. Skušamo ali uravnati ritem ali pa hitrost utripanja. In to je tisto. Zdaj se je treba zmeraj od primera do primera odločati, ker je tudi vzrok, zakaj je do atrijske fibrilacije prišlo, lahko različen. Vsekakor je pa pri nekomu, ki ima kronično atrijsko fibrilacijo, nujno potrebna antikoagulantno zdravljenje. Se pravi, po domače tisto, kar rečemo rečenje krvi. Ja, saj to je. In to je samo občasno. Mogoče na vsake 2-3 mesece je paroksizma. Ja, je treba skozi imeti antikoagulantno zdravljenje. Ja, saj to se je. To jemlje, vse to, samo zdaj je predvideno za ablacijo in sem to vprašala, če bi bilo to dobro opraviti. Glejte, to se boste mogli pa bolj pogovoriti s tem, ki se s tem ukvarja. Jaz bolj na načelni ravni, kot sem rekel,
dva pristopa sta. Ali urediš ritem kot tak, Ja, to bi ali pa- načeloma za ablacijo naredil, Aha. ali pa samo skušaš uravnati hitrost utripanja. Ja. Hvala lepa. Ja. Ali je za 60 plus res bolje, da je skupni holesterol precej pod minimum? Poglejte, kaj pa je minimum holesterol. Zdaj, mi danes vemo, da tisto, kar se je včasih govorilo, da je minimum, ni čist res. Zakaj ne? Zaradi tega, ker doslej, oziroma včasih se je raven, kaj je tako imenovani normalna raven holesterola določalo tako, da se je vzeli toliko in toliko 100 ljudi, pogledali, kakšen je holesterol, kakšna je poprečna raven med vsemi temi, potem se je šlo pa plus, minus standardna deviacija in se rekli, to je pa zdaj normalna raven za holesterol. Ampak danes pa mi vemo, da če je holesterol več kot 1,8 milimola na liter, LDL holesterol več kot 1,8 milimola na liter, v takem primeru pride do napredovanja aterosklerotičnih sprememb. Aterosklerotične spremembe brez holesterola ni. Če pa mi holesterol znižamo pod to raven, pride pa najmanj, kar je, do zaustavitve teh aterosklerotičnih sprememb ali pa celo do zmanjševanja prostornine. In zaradi tega so te nizke vrednosti zdaj tiste, ki si jih želimo doseči, zaradi tega, da bi aterosklerozo ustavili. In mi danes vemo, da holesterol ni dejavnik tveganja, ampak je vzrok za aterosklerozo. To je velika razlika med včasih in danes, zaradi tega smo tudi danes tako bolj striktni pri zdravljenju holesterola. Meritev pulznega vala. Ja, poglejte, ja, pulzni val je na nek način odraz stanja žilne stene. In mi imamo danes podatke o tem, kakšen naj bi bil hitrost tega pulznega vala glede na določene starosti. In to se splača, če že delati, mislim, dela se v raziskovalne navede, ampak o tem se zdaj ne pogovarjamo. Ampak če pri eni 30-letnici, na primer, zmerimo hitrost pulznega vala in je ta enak kot pri nekomu, ki ima 60 let, takrat mora začeti zvoniti vsi zvonci. Nekaj je narobe, nekaj je treba narediti. In to je tisto, kar je pravzaprav ključno pri tem merjenju hitrosti pulznega vala. Drugače pa tega seveda ne zdravimo, pulznega vala kot takega ne zdravimo, ampak to žile pokaže. No? In togo žile z staranjem se povečuje in to je tisto. Kakšna je normalna vrednost trigliceridov? Čim nižja. Podoben odgovor je kot pri holesterolu. Je pa res, da vemo, da trigliceridi so malo drugače kot LDL holesterol, trigliceridi kot trigliceridi. Vemo pa, da kadar so več kot 2,3 in če je sočasno s tem, še govorimo o milimolih, in če je sočasno s tem še znižan tako imenovani zaščitni HDL holesterol, vemo, da je to posebno stanje, ki ga imenujemo aterogena dislipidemija. Ta je povezan s sladkorno boleznijo, z debelostjo in ta je tisti, ki je ogrožujoč. In zaradi tega v takem primeru take tudi zdravimo z eno posebno skupino zdravil, ki delujejo tako, da zvišujejo ta zaščitni holesterol, pa zmanjšujejo trigliceride. Želimo pa, da so trenutno velja, da so pod 1,7, čeprav smernice sploh danes ne govorijo, da se raven trigliceridov zdravi. Pri otroku 11-letna punčka. Poglejte, tudi pri otroku velja enako. Zdaj za normalno, pediatri imajo seveda malce drugačen pogled na te stvari. Oni, zaradi tega, ker pri otrokih je vse stalno, se stalno spreminja in zaradi tega oni povišan holesterol opredeljujejo z poprečjem plus standardna deviacija ali pa decile imenujejo. Vse, kar je na 90 decilov, je povišan holesterol in take potem tudi zdravljajo in take proglasijo potem, da imajo tako imenovano družinsko hiperholesterolemijo, zlasti, če jim še genetiko naredijo in ugotovijo, da je kakšna motnja na raznih nivojih, o tem ne bi zdajle. Ampak ja, in zdravimo že pri tako imenovani družinski hiperholesterolemiji, zdravimo že otroke od 8. leta naprej za zdravili.
ampak ti otroci imajo tam holesterol 12, 13, ne, to je zelo veliko. Ker vemo, da to je tako kot voda. Dlje ko dere, več spodkoplje. Bolj ko je visok holesterol, bolj deroča je voda, večjo škodo naredi. Čas je pomemben dejavnik pri tem. In če je visok holesterol že od otroštva, taki imajo že pri 40 letih srčne infarkte in zato je treba to zdraviti. Če jih začnemo prav čas zdraviti, se njihova ogroženost praktično izenači z zdravo populacijo. Dobro. To je še kakšno vprašanje? Saj mislim, da sem vas že kar dosti zatrl. Koliko je ura? Uro pa pol. Še dobro, da ste živi. Takole po računalniku je bolj dolg čas. Čist drugače, če se v knjigi gledaš. Dobro. Pa bi se zahvalil za vaše sodelovanje. Pazite nase, bodite zdravi in Bog v živu. Hvala. Hvala.